Živijo otrok, prosim, zaspi. Prosim, odloži nož. Prosim, ne skači z nožem po dnevni. Prosim, potegni nož ven iz kavča. Prosim, ne cefraj kavča še naprej. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tukaj so z vami glave po dolgih mesecih, dnevih, tednih, letih, tisočletjih, polnih lunah, praznih lunah in kar je še teh retrogradnih Merkurjev in njihovih prijateljev brez hitrih in drznih, kar pa ne pomeni, da današnji dan ne bo prav poseben, kajti moje jutro je bilo hitro in drsno. Okay, to je slab pan. Ne, dejansko je bilo hitro in drsno, če smem povedati. Smem deliti to osebno anekdoto, Anže. Lahko. Sicer v tej anekdoti nisem spoznal nobene igralke, ki bi nastopala v hitrih in drznih, ne, tako kot imaš ti te zgodbice, tako. Ampak je bilo precej, ko bi rekel, intimno. Namreč zjutraj, ko sem se odpravljal na dan, ko to snemava, ker sem šel zjutraj na šolo, kjer bom imel še dva nastopa, sem si sklenil privoščiti zajtrk in sem se ustavil spotoma v eni od verig teh velikih verižnih štacun in sem smelo zakoračil proti vhodu, nisem pa bil preveč pozoren na dejstvo, da je rahla rosa počasi začela prehajati v pršenje in da so tla mastna. Bolj mastna, kakor biti najboljših komadov iz 90-ih iz New Yorka in sem korajžno stopil, tla pa so rekla model, trenja ni in se mi je leva noga odpeljala naprej, se pravi, tukaj imamo zdaj drsno, tudi element in sem pristal na desnem kolesu, to kolenu, ne na kolesu. Na srečo sem imel tok ravnotežja, da sem se ohranil gor, tako da sem direkt s kolenom naravnost prebil tla, se pravi ne levo, ne desno, ampak ker so bila tla v tem primeru rešetka za odtok vode in potencialno brisanje blata škornov, česar na srečo ni bilo še ob tej jutranji uri pred vhodom v trgovino, sem tam pustil nekaj kože, sicer ne direkt na rešetke, ampak na hlačah in tako da zdaj moje koleno zgleda kot v ofisu, ki se je spekel kao na Martin Foreman grill, ki si je stopalo v peku. Ja. No, moje koleno pa zgleda, da bi pokleknil na Webra trenutno. Tako da, okay. Tako da, nauk te zgodbe je, tudi kljub temu, da ste pogledali 9 hitrih in drznih, ne bodite preveč hitri, sicer boste kmalu drsni. Okay, to je ne meno kolenih govoriti, to je moje ja, to je ta prva je bila je bilo naravnost, ker sem pa grunto, če bi mal levo ali desno, kam bi mi lahko pogačico odneslo, ne, na srečo je bil tak udarc noter, ne vidiš, kako pogačica šla žabco tam po okoliških lužicah, ki so ravno nastajale. Bog, to je tako, med ogabljem in bolečim, pižanc, dobro sta začela danes. Ja. Mislim, lahko damo tudi sliko kolena za zapiske, če želiš, že. Ne, mislim, da si nihče tega ne želi. Nihče si tega ne želi. V glavnem, pridite v Discord, kjer je manj govora o pižamcu in njegovem postrganem kolenu. Zdaj le nek Larry Strong takole piše, lahko prosim objavite sliko, Se pa to povezavo najdete v zapiskih oziroma na aparatus.si/Discord in pa seveda aparatus.si/podpri. Vsi, ki podpirate, zaradi vas se tole dogaja. Tako da zelo hvala. Zdaj pa kar greva, konec hitrih, no ni konec hitrih in drznih, ampak dejansko ne bova več govorila o hitrih in drznih, ker nama jih je trenutno zmanjkalo in zato sva nazadnje napovedala. Do naslednjega meseca. Tako, in zato sva napovedala, da bova gledala romantične komedije, ker se mi zdi to zelo naraven prehod od hitrih in drznih.
V glavnem, zato so zbrala najbrž zlati standard ameriških romantičnih komedij, saj takih bolj modernih, če ne gledamo zdaj vse, kar se je pred 70-imi dogajalo, prejšnjega stoletja. In so gledala, ko je Harry srečal Sally. Tako je. Pižanc, kje začnemo pri tem fajn filmu? Fajn film, dejansko je fajn film. Bil je uvrščen, tle piše 6. najboljši film med romantičnimi komedijami in na 15. da ne bi bil na Rotten Tomatoes 25 Best Romantic Comedies. Jaz sem pa sicer šel gledati, zdaj je trenutno njihov seznam 200 najboljših romantičnih komedij vseh časov, je na 43. mestu. Okay. Pred njim je High Fidelity, se pravi John Cusack, se drži, ima 91% na Rotten Tomatoes in jaz moram priznati, da ko sem ga gledal, sem pogruntil, da verjetno sem ga že. Ja, si ga dejansko. So bili tako, mogoče, ampak dejansko se nisem od zgodbe spomnil nič. Tako da sem užival v njej in moram reči, da sva dobro tole začela, ker če bi začela na kakšnem drugem koncu, moramo tudi reči hvala Mojci, ki je res dober izbor naredila teh 10, od katerih bova nekaj pogledala zdaj pred poletjem in fin začetek, čeprav začne se tako, povejva strukturo filma, imamo dialoge oziroma monologe starih parov, ki govorijo v kamero o svojem ljubezenskem življenju in nekako tematsko tako malo napovedujejo tudi, kaj se bo dogajalo v naslednjem delu filma, pri čemer temeljijo na dejanskih avtobiografskih, pa biografskih, kako hočemo reči, dokumentarnih pričanjih, ampak so potem dali te dialoge odigrati profesionalnim igralcem. Pol pa imamo vmes zgodbo Harryja in Sally, ki se srečujeta in najprej se srečata leta 1977, kjer dobimo full tak feeling briljantine. To je totalno the gris moment, ko vidiš, da ljudje v poznih 80-ih igrajo ljudi v zgodnih 20-ih. Ja, jaz to Billy Crystal moment. Sam to bom rekel, toliko, kar sva se pogovarjala, o Andreji in o njenih dreadlocksih v 8 hitrih in drznih. Mene bolj zanima, kakšna abominacija pred božjim obličjem so te zalisci, ki jih Billy Crystal nos v tem uvodnem prizoru. O moj bog. Mene je še bolj tako, ne vem, jaz sem gledal na streamingu in najbrž je to, je skompresiran, ampak vseeno je kar dobra verzija. Jaz ne vem, kako je mogel to takrat v kinu izgledati, ker se tako vidi, da me lasulijo in da je vse naštiman. Da je kar malo noro, tako, ne vem, jaz moram reči, da sem bil tako, to je pa res star film, tako, to je bila moja reakcija. Kar mi je pa všeč, jaz bi sam še tako rekel, zelo mi je cool, ker zdaj sva res gledala 9 filmov, ker se je vse dogajalo, Je bilo v bistvu cool gledati en tak obrtniški fajn film z enimi novimi prijemi, ker tudi ta dokumentarističen del teh starih ljudi, se mi zdi, da je ful dobra fora, tako vmes, da ni sam. Kar mi je zelo všeč pri tem filmu, tako kot si rekel, zdaj, ko se ta prvič, ki jih vidiš, tako, v bistvu spremljaš non-stop sam vinjete v njenem življenju, vmes pa leta minevajo. In se mi zdi, da jaz to v bistvu kar pogrešam v teh sodobnih filmih, ker se mi zdi, da je zmeraj bolje na temo, da se vse more, praktično, veš, kot že v 1917, vse je narejeno v enem kadru, že praktično, tako klesmo. Se mi zdi, da je to ful ta trend in mi je v bistvu cool, da sem že spet gledal en film, ki se ne obremenjuje s tem, kaj se je vmes 5 let praktično dogajalo, do potankosti, ampak sam tako spremljaš neke vinjete. Pa res je cool ta moment, zelo ameriški, ker ona sta očitno oba hodila na Čikaško univerzo in potem sta samo skupaj šla do New Yorka, kamor sta šla po faksu delati, da bosta šla v New York in bosta tam delala. In je zelo ta New York moment, se mi zdi, da v tem filmu zelo močen. Zelo prisoten, ja. Tako, tam Billy Crystal se res, tako kot je Žans lepo napisal zapiske, žvalja z Amando, ki je pač neka ženska, od katere kolegica je pa Sally, ki bo z Harryjem šla v New York z avtom in to pač ona, mislim, da reče, da je 18 ur, do New Yorka. In zdaj moramo povedati, Sally je oseba, ki ima plan. Sally je oseba, ki načrtuje.
Ja. Sally je oseba, ki točno reče, zdaj imamo takole, na 3 ure se menjava, palka ima ta postanke, vidimo tudi, kako ona zelo specifično naroča svojo hrano, ker potem, kot zvejo, pač ona ve, kaj ji je všeč. Ne? In je zelo tako lušno to naročanje, pri čemer moramo povedati, da to naročanje, ki ga Sally fura skozi cel film, in je potem tudi jasno na koncu pri poročni torti in pri vsem se nekako zaključi, zaokroži, je dejansko način, na kakršnega scenaristka filma Nora Ephron je tudi naročala hrano. Aha, okay. To je bil njen tik. In pač to mogoče povemo, pač, da Nora Ephron, scenaristka, ona je med drugim seveda tudi You've Got Mail, Sleepless in Seattle, Julie and Julia filme je delala, je nekako pisala v sodelovanju z Robom Reinerjem, ki je režiral ta film. In zelo veliko nekih teh dialogov, ki jih ima Harry s svojim prijateljem v filmu, so dejansko neki dialogi, ki sta jih Rob Reiner pa Billy Crystal imela. Tako da je zelo avtobiografsko zastavljen ta film. In se mi zdi, da res pač tudi mogoče zaradi tega je čutiti ta neko nevrotična pristnost New Yorka. Sploh če gledamo, če malo poskočimo naprej, tam, kar razlaga Harry, kako je treba gledati za stanovanje v New Yorku, da ne gledaš tam, kjer so mali oglasi nepremičninski, ampak gledaš med osmrtnicami, da vidiš. In kako bi mogli pač to je proto-Seinfeld monolog. To je, mislim, itak je Billy Crystal se tudi ukvarjal. Mislim, da je tudi neki stand-up, ali se ga zamešal z Michaelom Keatonom, ker pri meni sta tako, ona dva sta tako, pač te neki kravžučki in to je to. In zaradi mene lahko stoji kdorkoli, ali je Billy Crystal ali Michael Keaton tam na ekranu, nekako se mi pol tako v spominu zlijata v eno osebo. Ja, imaš prav, ker jaz resmo vsakič, ko gledam originalnega Batmana, ki je super film, rečem, koliko je ta Billy Crystal dober? Kaj? Kako lahko Billyja Crystala, Michael? Ok, nima veze. Ja, mogoče samo še to, kar se tiče režiserja, da tudi povemo, pač zdaj za tiste, ki slučajno Roba Reinerja ne bi poznali. Sva ga tudi midva že nekajkrat omenjala, recimo The Princess Bride, se pravi, to sva enkrat v glavah z Romanom Vučajenkom, mislim, da je bilo glih kar neka obletnica tega filma, je bilo 35, koliko je, 87, ja. Neka obletnica bila, potem režirajo Stand By Me, This is Spinal Tap, Misery. Misery je šel direkt po When Harry Met Sally režirati, kjer se tudi vidi, da ima neko knjigo od Kinga, vmes bere, in pa tudi, ne vem, A Few Good Men, mogoče ste to videli, to je neki o handlanju resnice, je film, če se ne motim, neke ta ontološke filozofske debate so v njem. Tisto, kar bi jaz zelo rad izpostavil in me je kar sram tega, jaz zdaj nisem gledal Casablanke. Pač ona se non-stop pogovarjata o Casablanki in jaz najbrž o Casablanki filmu, vem, vse, kar vem, sem videl v filmih, ki se pogovarjajo, kjer se liki pogovarjajo o Casablanki. No, povej, kaj veš? Ja, vem ta zadnja scena, to, ki je v tem filmu, to dejansko vem, da Beautiful Friendship, ta quote, to vem, pa da gre una na avion, to vem, pa da se kao ne odloč za njega, to vem, recimo. Mislim, da to je vse, kar je v tej Casablanki praktično. Frankly, my darling, I don't give a damn. Ja, tudi to, ja, ok. To tudi, ja. Pa Bojda Played Against Sam, da ne reče glih to, da je to pa neki tazga, ki je prišlo v zavest. No, a ti lahko tudi jaz nekaj priznam, že? Ja. Očitno bo Casablanca jesen, enkrat na seznamu filmov, ki jih bomo gledali. Ok, zmenim, to je v bistvu cool. Ker rabo meni izgovor, da končno. Ker jaz jih še nisem, tudi jaz jih še nisem cele nikoli. Ne, ok, lepa, ja. No, v glavnem, ona dva gresta do New Yorka, in se tam kao malo spoznavata. In je pač Harry, kar duš, moram reči, je pač vas pameten, cel cajt. In non-stop je neka ta teza noter, pač da moški in ženske ne morejo biti prijatelji, ker vedno potem seks vse uniči. To mislim, da je tema čez cel film. To se že tudi tukaj začne. Pa kle je pač Harry zelo tako, kaj pa ti pa lepa, tako, how you doing? Dostamo me. Ja, pač glih, kar sem se takole
požvaljev, ne to, da sline nimam nobene več. Zdaj pa ti, kako smo? Pa zelo kul mi je še ta moment, da, zakaj je ta film res v redu, ker so šale. Tukaj si prej rekel, to proto-Seinfeld mi je zelo všeč. Šale so res zelo na nivoju. V vseh teh vinjetah so dialogi, res je smešen. Se mi zdi, da dosti teh romantičnih komedij, vsaj kar sem jaz gledal, zelo velik stav na to, ne? Kako ta te dva človeka skupaj prišla, potem je pa humor dosti ko sekundarnega pomena. Klej se mi pa zdi, da je to kar dosti v spredju in se dejansko parkrat zelo nasmejal, ne? Drugač pa pomemo pa že spet en ta dokumentarističen vložek, en star par že spet neko njeno zgodbo razlaga. Klej pač tako, da jaz se pa ful hitro zaljubila in pol se je ona odselila in pol sta se po 30 letih spet srečala in sta skupaj vse te neke kako so ljudje prišli skupaj momenti. Ampak so tako, vsi so zelo charming, so tam zato, meni je pa Eden Epski, ampak do njega prideva pač. Ja, mogoče bi tukaj pri teh povedal, pri teh parih še to mogoče, da meni bil najljubši ta dva, zato ker sta bila tako najbolj se izdel, da si najdu med njima, tako da se imata res rada. Zato ker sta res oba ful govorita, ker ponavadi je tako, da en govori, oziroma, temu reči, ponavadi je tako, da moški govori, ženska pa majhen kima. Razen tam, ker imajo kakšen dialog za potrebe pač pol nekih gagov noter, ampak tukaj te dva sta pa prav tako, se reči to, te dva se imata pa lepo, tema dvema je pa res fino. No, in potem imamo drugo vinjeto, ki je se pravi 5 let kasneje na letališču v New Yorku, kjer pa zdaj imamo se seli žvalja, to prosim, da je med potencijalno naslov, ker pač sem že tokrat rekel, kjer se pa seli žvalja z Johnom, in Harry pride mem in je dobra fora, ker v bistvu Harry ne pozna Johna, kar se meni zdelo. Ja. To je bilo kar genius v resnici. Res ta film ima par takih zelo prikupnih momentov, no? In se ful pogovarja, kaj ti delaš, sem zdaj v eni mali firmi. In je v bistvu ona zraven, ona seli se prav takoj prepozna Harryja, ampak sta kar nekako tihne in pa v bistvu vidiš, da ima tako Harry meni ta moment, jaz vem, kdo si ti, in gre na avion, na kar lahko bi bilo creepy, če ne bi bil to Billy Crystal, ki pač vidimo v planu sedi Sally na avionu na srednjem sedežu in se tako res zelo počasi na glava dvigne zadaj in vidiš, da je to seveda Michael Keaton oblečen v Batman, v glavnem in je pač zdaj pa dojel, kdo je in je v bistvu ogovori, ne? Ampak povemo, zakaj je zares dojel. Zato, ker si naroči Bloody Mary tako zakomplicira, da če karkoli podobnega tekočini dobila v kozarcu, vsaka čast stevardesi. Slina tehnično gledano je tekočina. Ker jaz ne vem, kako to kelneri zdržijo. V glavnem, v tem primeru stevardesa. In pa že spet tako, nekaj pričakuješ, zdaj sta se pa kle srečala, kva bo pa zdaj tukaj, ne? Po bistvu zveš, da se bo Harry poročil, da se je najdel z neko žensko, da sta ful sveže zaljubljena. In tako, ti se boš poročil, to pa ne mogoče, ki bo res tak divš tem ta prvič, ki sta se pelala, ne? In on tako, da jaz me se ne davi več samski, ne? In on ima vse tako dosti na seksu, obrnen, tako, pred seksom z menki in potem ležim zraven in kdaj lahko grem, zelo te neke. To je film iz 80-ih, bomo iskreni, tako malo se poznato, ne. Ampak glede na vse, se mi zdi, da se kar dobro drži, vse to se lahko malo na koncu pogovarjamo. Ampak tako, res ok, ampak poj pa že spet debata, greva na večerjo, ker skupaj letita nekam, ne. Ona je vmetem postala novinarka, ne. In skupaj letita in ona greva na večerjo in ima sta že spet celotno debato, ali sta lahko moški in ženska prijatelja. Valjda, da ne, ker na koncu seks vse uniči, ne, in je že spet nek tak super dialog v bistvu na to narejen. V bistvu tako včasih človek pozabi, koliko so včasih filmi res lahko temeljili sam na pogovoru dveh ljudi, pa je bilo dejansko zagledati. Je pa res ta star, da imamo mi dva paleto fucking uničeno v teh Fast and Furious, kjer so vsi govorili v dvovrstičnicah in šalah. Tako da meni tako ljudi, odrasli ljudi gledajo, ki se pogovarjajo, tako wow, kaj se dogaja? Ja, imaš dejansko nek razvoj lika, ki ni isti na začetku, to zdaj ni več
ta Harry, ki je bil leta 77, sploh leta 87, pol ni to več Harry, ki je bil leta 77. Tukaj je sploh zanimivo to pričakovanje, ker pač potem ta prvem stiku res, tako kot se rekel, ima ta totalni duš vibe. Se kaj ta lik iz How I Met Your Mother, ki ga Neil Patrick Harris igra? Barney, a ni, tako, pač jaz sem tle, jaz pač imam, tako, mjavkajo ob meni, to pač tako. Čeprav ti si, da tega lahko nema, pa ti si res dan. Ti si smešen. Okay. In pa je v bistvu letališča, ki je konc, imamo pa moj najljubši stari par, ne? To je pa, ja. Ker sta pa ne neha govoriti. Prva sem bila skrb, sem bila poročena, po 3 letih sem se ločila, pa sem bil jaz eno drugo, pa ne ve imena, pa ona ime pove. Ja. Prav, pa sem bil sta drugo, pa ona reče, ne, ta je bila tvoja pol naslednja, vmes je bila še ta. Tako, ja. Pa smo se srečali že spet na pogrebu od nekoga, pa sem bil, what's her name, pa ona, Barbara. Tako, okay. Sem bil z Barbara, pa sem bil Barbara, dično, pa sem šel do tega in pol čez en mesec sem bila spet poročena, tako ful dober. Nekaj stojila tako, kot neki mafici. Tako res, okej. Klej sem se res, tako, tedno sta bila res bolj komična, kot kar prikupna. Sam predstavljaj si, to je narejeno po dejanskih. Ne? Ja. Tam sta dva, v New Yorku bila. V 80-ih, kaj je model karkoli naredil, ga je ona pogledala tako globoko izpod čela, da je morala hoditi po učil ta spoden štuk. Ja, to je bilo res tako mini sketch je v bistvu, sploh ni tak interlude, ampak je res. Pa smo pa v bistvu že spet 5 let, ne? V bistvu je na 5 let več ali manj, ne? Je pa letos 87. Ni mi ratal, le to. George Martin, ne, se je matro, pa mu ni ratal. Oni so v enem filmu 2 5-letna skoka naredili. No, ja. George Martin, glej in se uči. No in pa je 87 v bistvu, to je sedanjost, ne? In klej pa malo se razvaja, ker ne gledaš v bistvu samo Harry in Sally. In smo prvo smo na pijači, kjer so Princess Leia, ne? Pa še ena prijateljica, pa Sally in se tako pogovarjajo, pač 3 ženske o modelih, ne, ki jih imajo v svojem življenju. In Marie, to je Princess Leia, ne, Carrie Fisher. Moram reči, da super igrakle, res noro dobro igra. Jaz sem tokrat Star Wars videl, imam res tako zapečeno kot Leo, ne. In je tam tako, no, tam se vidi, da skoraj ni vedela, kaj dela. To nočem biti tako nesramen, ampak Kle pa res tako igralka. No, tako res Kle se mi zdela tako super, da je noro. No in pa ona je z nekim modelom, ki je poročen in ji vsi govorijo, na on kol zapusto žene, ona tako, ja, se imate prav res jo, ampak je pač z njim. In potem, hvala Pižans, ker si to dal v zapiske. Zdaj pa tako, že so se pogovarjali o DVD-playerjih, ne? Ja, o starinskih tehnologijah, ne? Tako. No, je to malo Rolodex, ne? Jaz mislim, da je brand name. Mi imamo slovensko, kaj je bilo to? Imenik ta, ne? Ampak... Ne vem, jaz sem pred kratkim, to lahko povem, jaz sem eno leto nazaj, ko smo praznili hišo in sem najdel med stvarmi, ki sem jih prinesel iz mladinske knjige, pa sem jih, pa ne vem, pač nikoli nisem tam dal, je bil prav Rolodex od bivšega urednika. In jaz sem gledal, slovar nima Rolodex, ne, in sem ga prav nesel, sem rekel, dajte tole, to je pa en koz zgodovine, ne, mladinskega uredništva, dajte to na eno častno mesto, zihar pol številk še dela noter, ne, ker je bilo vse pač manj kot 20 let nazaj to. In ne vem, če imamo, pač zdaj tisti, ki ne veste, kaj je Rolodex, ne, predstavljajte si kot prater kolo, ampak z listki po abecedi. Dejansko gre seznam, abecedni seznam, filofax na obroču, ne, se pravi mini akta na obroču. Ja. Pač noter so kartice, kamor si napisal, pač to so kontakti, tako kot so zdaj, ne moram verjeti, da to razlagam, ampak jaz mislim, da res morava. Pač kontakti na listki, tako kot vizitke, ki so noter in ona to ven potegne in ker zvemo, da je Sally pa nehala zdaj z Johnom, ne, s tistim modelom, ki se je z njim žvaljala na letališču, in takoj Carrie Fisher ponudi, s tem le boš, ne. Ne, z njim sem že bila.
Ne, prvo nisem že bila, pa bom še enega reči, ta je pa poročil se pred letom dni, ne, in reče, poročenje in to mi je bilo tako dobro. In tako od vizitke en kod zapogne, kao, da tako je označen kot ta je zdaj off-limits, ker je pač poročenje tako dobro, no, ampak res tako Rolodex pa na mizo ga da, to se mi je tako dobro zdel. Ker take stvari so zdaj res tako, mislim, moram reči, da je ful je zanimiv, ker take reči sploh ne zmotijo, ampak bolj dajo. Lej, to se je pa v tem času dogajalo. To je dosto redo, v bistvu. No. To pa imamo še zdaj Harryja in pa Jazz, to je pa njegov prijatelj, ki ga ne vem, zakaj igra Bruno Kirby. To je človek, ki je, kje je on? On je, My Cousin Vinny. Kje je še on sploh igral? Jaz sploh ne znam. Igral basketball, Good Morning Vietnam je bil. Good Morning Vietnamu. Pa če en človek, ki ga vidite, rečete, tega človeka sem pa že videl nekje. Ja, bil je pa tudi v Larry Sanders Show, pa mislim, da čakaj bil tudi v drugmu se je pojavljal. Pa ne, pač, tako en tak komik, ki je malo uletaval, malo je imel vsake tokce. Pa v Garyju Shandlingu, no, je tudi bil, ja. Tako, mislim, znam človeka, ampak kol zvezda človek, tako, ne, eno teh ljudi, ne. Ja. In klema sta pa ona dva debato, kjer zvemo, ne, da je pa Helen, se pravi, Harryja zapustila, sprav, to je ta njegova žena, in tudi že spet ena super zgodba, kako nekaj povedati, ne, kako ona v bistvu reče, mi pa, ne vem, če te bo še skup, ne, da vas ima cajta vzeti. In ko mu reče to, praktično že pozvonijo na vratih v istem trenutku selivci. Selivci, ki že so prišli, da bojo od njene stvari odnesli ven, ne? In pol celo pa jih sledi in zve, da ima novega modela, si je najdla. Ne? In to je v bistvu vse, kar zvemo, v bistvu, da je Harry pač ostal brez žene. Ne? Sta pa na tekmi, kjer cel cajt med debato po stadionu kroži val in vsakeč ostaneta. Ampak je tako dosti noro, ker je dialog hud, med njima njegova zgodbica je dobra, kako razlaga, da ga je žena pustila in vmes vsakega cajta še ostaneta, ker so te valovi, ne, publike. Ne. Tako res je dobro. Res moram reči, da so tako, ful mi je všeč tudi, ker je film zelo strukturiran, res po scenah. A veš? Ok, zdaj sta na letališču, zdaj smo na avionu. Pa tako, ne, to mi je bilo, moram reči, res čisto obrtniško mi je ta film res kar fenomenalen v bistvu, no, tako da, ja. In tukaj še en poudarek, ki se mi zdi, da ga je fino, ne, pač, ki pravi, pač laja, pa gledaj, vsaj flat si obdržal, ne, to je tudi zelo tako newyorška. Ali pa ljubljanska, stari. Stvar bila vsaj v tistem času, zdaj je povsod. Ja, ne, to je zdaj povsod, ne, pač vsaj. A ljubljanska, a res? Ja, povsod. Prav, vsaj flat si obdržal, ne, pa imamo pa prizor, kjer je... Meg Ryan nevede naredila audicijo še za You've Got Mail, ki ga bo 9 let pozneje posnela in so v eni knjigarni, nek Shakespeare and Company in ona je tam z Marie, neki gledata, debatirata in spet Harry s to svojo pozo, ko se že temu reče, to je strafe ali kako je že, a veš, ko si v Doomu pa imel, ko shift pritisneš pa greš, ne se pravi, da se ne obračaš, ampak da tako, you slide into the, ne, da zdrsneš noter, a je strafe ali kako? Ja, je, žal sam to, da te ne postaraš do sebe preveč. To, da moraš shift za strajfanje pritisniti, je bilo res samo v 90-ih. Zdaj sta to kar APD. Pač strajfanje zdaj ne potrebuje gumba posebnega, zdaj je tako narejen, da greš z dvojnim vajem, greš naprej, se je nazaj, pa da sta pa strajf levo desno. Ne? Se vidi, kdaj si ti nazadnje igral kakšen streljači, no, to je kar smešen. Ja, ko moraš shift pritisniti. Ok, dedek, hvala za... Ja, wow. Mislim... Lej, jaz bom rekel, kanček novejše je od Rolodexa. Ja, to je, ampak ne dosta star. ne dosta. Tako da, ja, to pol pižam, se spomnite, če greš. Zakaj? Ne moram slov povedati, to je res smešen. Stakaj, da gre naprej. Ja, v knjigarni sta. V bistvu sta... No, in pa ona dva, ne, tam Princess Leia reče, I feel the force, ne, moram jeti nekam. Ja, kar zgine. Ne? Ja. In... Ker zgine, tlem vidimo, da je ta pač nekdo malo zamešal franšize, ne, in jo pač Scotty prežarči nekam, da gre, unedva gre sta pa v restauracijo in imata debato, ne, in prav pa pol, ne, zdaj Sally, kako se ona dva nista z Johnom
poročila za to, da ne bi nehala seksati, ker slišal od vseh teh neparjadov, pač pa tam otroke, pa tretji pa si preveč utrujen, ne, da bi lahko še seksal, pa sva rekla, ne, midva bi pa šla kamorkoli hočeva, lahko midva, oni se ne morejo naprdati, zdaj gremo pa nekam, ne vem, v Centralno Ameriko za 2 tedna, ampak ne, pa vemo, da je bila in pač kuhinjska tla so bila pretrda za seks in tudi sama 2 nikoli nista šla, obenem bi bil pa pač kaj od Alice, od te tretje prijateljice, hčerko Merkala, ne, je bilo pač kako so šli, ki sta se igrali I Spy, ne, in kako je videla tam neke moškega ženska, on ima otroka štupo ramo in on reče, I Spy a family, ne, in takrat se v neki premaknili, ampak je tudi ona obdržala flat. Ne, tako da zdaj imamo 2 samska, vsakega s svojim stanovanjem, kar je pomembno, ne, ker če bi bil eden izmed njih brez stanovanja, bi to ratala čist neka druga komedija. Ne, bi bilo tle tukaj, ja, se mogoče pa ne, in bi pa gledali, kako se ona 2 lovita, kako skušate živeti en mimo drugega, pa sta ali skupaj ali niste skupaj, ampak na srečo sta stanovani, ne, in prideta pa še do tega, ne, da je pa on dolžen opravičilo za 10 let nazaj, za takrat, ko sta se pripeljala iz Chicaga v New York, kaj moramo sicer povedati, ko sta se pripeljala in ko gresta tle na Washington Square pred tista Slavolokom vrata, ne, ti se bilo tako, ja, ti se bilo tako, ja, to je to, tle smo bili, tle to poznamo, to je ikonično. In potem mi on reče, ne, ta najbolj, kakšen lep prevod za backhanded compliment, ne, podmukli, ne, prav ti si najbrž prva privlačna ženska, s katero nočem spati, ne, to je... Ja, klej je dejansko ona 2, se vidi, da se bo nekaj začelo, ne, tukaj v bistvu še ne vemo kaj, pa imamo že spet en star par, ki povesta, kako sta se spoznala. In potem imamo pa v bistvu, se pa dejansko začne ples prijateljstvo med Harry in Sally, ne, in so že spet, ja, Casablanca debate, super je tudi te, ki ima par je split screenov, ne, ki sta doma na telefonu, pa skupaj gledata stvari, ne, po TV-ju, v bistvu glih Casablanco, ne, ki je bilo konc. Tako pa zelo lepo se kaže, kako se pač 2 človeka, ki se razumeta, pa se hočeta družiti, pa v bistvu sta en drugemu v oporo, ne, čeprav bolj tako zgleda, da Harry rabo oporo, ne, ker ga je žena pustila, Sally pa kao ok, ker je pustila tega Johna, ne. Pa je že spet meni bilo res smešen ti s sanjami, ne. Prvo ima Harry en tak zelo tako, haha, jaz pa seksam, ljudje me ocenjujejo in pa je tudi moja med sodniki in mi da 5,6, ostali mi dajo pa 10,9, pač ti se tako smešen in kle. Pa ima v dresu vzhodno-nemške reprezentance. Ja, to je tudi dokaj referenca za 80 leta, a veš, ker pač tukaj, a veš, pomisliš pa na tole, kaj je gospo ravnateljico Volovšek iz Matilde, ne, ki je bila nekoč. Ta Eastern German je bilo takrat kar, ja, tako, se pravi, to je seveda vse naprej, je zid padel, ne, v Berlinu. No, pa je pa meni res smešen to, ker pač pa reče Sally, jaz imam pa tudi ne, te sanje, ki so non-stop iste, in tako, no, kva pa je, to ki ne umem, da povej, ok, ti povem, in je pa tako, ja, en model je in strga obleko z mene. Kdo pa je? Ne, nima face. In kaj to je tvoj sex dream? Tako je, tako, ne, se ima včasih tudi neke variacije, tako pa je druge stvari imamo oblečene. Tako se rekel vsaka čast. Se rekel, ta Nora Ephron res ve, kaj dela v življenju. To je res, to je tako en boljših momentov. To kdo reč. Po tem momentu imamo pa moment, ob katerem je Anže zastrigal z uhli in rekel, to je pa tako kot jaz, ko začnem govoriti po ameriško. Ne, ko Anže govori po ameriško, je Harry začel nek naglas furati, ne, tam in prideta v en tak ključno igro, ki ona ponavlja za njim, pa tle tudi mislim, da pa, ko sem bral, je on neki improviziral, ker se vidi, ko ona ful v smehu pade, čak nekaj, to pa ni bilo, ne, načrtovano in gre. In pa razvijata tam neko preprogo, malo obračata in Harry pove, da je bil na dejtu, ampak tako, res čist vse, kar se je zgodilo na tistem zmenku, ne, je bilo slabo, ni mu bilo še ne uno, ne tretje, nič ni bilo, ne, in pa Sally pravi, ja, veš, se pri meni bo tudi še dolgo
prijem bom sposobna s kom v posteljo, ne, pa je tako Harry pogleda, ne, jaz sem šel z novo posteljo. Ja, pa je vratko kva. Ja, kle se vidi, da Harry je še vedno mal duškle. Tako da. Ja. No, poje pa bejzbol, kjer Harry in njegov prijatelj Jess, a.k.a. Bruno Kirby, pač tolčeta žoge, ne, in se prvo o seli pogovarjate in pač Bruno to nič ni jasno, ne, da kva, je lepa, je kul, da se pogovarjate, kva se dogaja, ne, pa ja, pa glej za to, ker sva kolega, pa to. In pa sploh ne vem, kako nanese, ne, točki reče, da je pač z eno, pač Harry z eno seks. Je to odzanč, ne? Ja, pa da je zamjavkala. In je tako, kle bi bilo tako, to bi bilo čisto za neko šalo, tako malo rejsi, ne, rečeš, haha, ne, ampak mi je, kle pa res Bruno Kirby, ne. Tako dobro, da je kar neha, une žoge odare, tako če kva, zamjavka, tako res, to je zaprepaden, tako res, to je pa tok nasmeja, tako res, to, ne vem zakva, ampak to je bilo res tok smešno, tako že spet, ki je bilo res dobro odigran, veš, kva se že ful pozna. To sem se tudi, tako so stvari kadrirane, da so igravci, nisem ta impro posnet, a veš, dejansko so scene, no, tako res dobro, ampak tam javka, res tako, ki tako drugač bila taka dosti čip šala, ne, kao dva momca, neki whatever, ampak ona njegova zaprepadenost, ti sem imela tako, to bom zika malo zapečena glad, ti sem res super, no, tak res dober, no. To pa pol že spet tako nekako to, platonsko zvezo, ne, da ja, njej lahko vse povem, nač mi ni treba mutiti, zato ker nočem spati z njo in ko mi jaz sva res kolega in koliko to pomeni. Pol gremo pa na najbolj znano sceno, ne, v tem filmu, kje pa bom Pižancu pustil besedo samo zato, ker je bil tam. Jaz pa ne, čeprav sem že bil v New Yorku. Jaz sem bil tam, pa moram najprej povedati, da njihov pastrami, sendvič, po katerem slovijo v Kac Delikatesen, mi je pustil precej hladnega, ker sem en dan prej jedel v kako primerno poimenovanem lokalčku Harry and Ida's, totalno genijalen sendvič v neki taki zelo mlečni štručki, s ful svežega koprca noter, neke nore kumarce so imeli okisane, tako nebesa. Pa pač po 2 dneh gremo še tle v Kac to probati, kaj je, in dobiš tako res 2 kosa rženega kruha, ali pa tazga nekega temnega, ki je tak, kot smo ga imeli v osnovni šoli v 80-ih za malco, niti ne te upgrade verzije, ki so zdaj, ne, ampak prav kruh narezan, mečken premazan z zenfom in to je bilo to, ne. In pač tako, mejhan sem se počutil nategnenega, ne pa tok kot Sally, ki tukaj v tem prizoru, ne, potem, ko mečken debatirata o tem nekako, če je on res prepričan, da je vsem ženskam z njim tako dobro, pokaže, lej, se ne veš povedati, ne, in ona začne potem fejkat orgazem. Ja. Ne, in mislim, da je bila to tudi od Billija ideja, ali bila celo od Meg, da pač da so ta najprej sam pogovarjala, ne, in pa pač mislim, da je ona pa rekla, kaj pa če jaz to odigram, ne, in so odigrali. In ta oseba, ne, ki pa v glavnem ona tam minuto vzdihuje, se grabi, ne sicer za oprsje, ampak tako za vrh ovratnika in vsi gledajo, koliko je, ne, in potem na koncu ena starejša gospa reče, ne, prav, dajte še meni isto prnest, to je mama od Roba Reinerja. Lepa, to nisem vedel. Okay, ja, in boj, da je bila ona fulkrat v njegovih filmih, ampak to je edinkrat, ki je imela repliko, ne, in da so tudi pravzaprav, da je bilo to tudi zimprovizirano, da se reče, tebi pa to pasal, ne, in je potem dodan noter bilo. In tukaj, ne, se zdi pač, ko gledaš Harryja, kako je opazuje, ko se vidi pač, kaj tako, pač, vse si približno prepričljiva, ampak Sally, mijav. Ja, on ve, on je kralj. Kao. Pa imamo pa ena mal montaže, ker so pač to film iz 80-ih, mislim montaža, tako en ta, mi da gre pa kupovati smreko za novo leto, zato da tudi mal povejo, lejte, čas mineva pa to, in posta na novoletni zabavi, kjer si pokazal obljubite, da čez en let, če bova oba sanska, greva na dejt, ne, že spet za novo leto, in ima sta tudi nek tak zelo 2-13-letnika se prvič poljubljata, poljub za novo leto. Tebi se je rekel, če bi bil to slabši film, ja, bi bilo tukaj že žvaljanje. Ja, mogoče pa ni, ja.
Pa ni, ne spusti čakati, ker tudi ona dva še nista kot lika na tej točki, da bi ima to ratala. Ja, res, mislim, pa tudi tako, malo te tretira kot odraslega človeka, no, tako bom rekel. No, pol imamo pa že spet en star par vmes, potem imamo pa že spet eno super sekvenco, kjer pa zdaj, ne, če sledimo, ne imamo Harry, Sally. Harry ima prijatelja Bruno Kirby, ki mu je ime Jess, in Sally ima princeso Leo Carrie Fisher, ne, ki je ime kako Marie. In grejo kao na double date, kjer ona v bistvu hočeta spečati te dva svoja kolega, zato da se bojo lahko družili, in nič ne deluje. Da bo povedati, ko se pravi, Sally hoče spečati Harryja pa Marie, Harry pa hoče sprečati Jess in Sally. Tako. In grejo Jessa in Sally. Ja. Tako, in se pogovarjajo tam, in je res pač med pravimi pari, nič ne uspeva, medtem ko pol se začne pa ena debata med Jess in Marie, in dejansko citira se med Jessom. Ta Jess skozi govori, ki je bil ženski mega uporabljen. Ja, to je res Jessom, okay, ne vem zakaj. Okay. Ja, deva popraviti. Ja. In v bistvu Marie citira Jessov članek, ker on je tudi nek pisec, v bistvu kao romane in za revije piše, in mu neki citira, in tako, wow, to pa je, in tako najboljši, eden boljših. Bruno Kirby ima ene par takih kar citatov, kaže, nobody has ever quoted me to me. Kar je tako, bam, to je kar smešen. V bistvu, in pa kaj pojejo, grejo ven in se tako oba, mislim, Harry se z Jessom pogovarja, Jess Harryju reče, lahko jaz pokličem, Marie, da pač me pa kul, če te pa kaj, pa on tako, sem, ne danes, ker bo Sally razočarana, in med Sally in Marie se enako dogaja, ona reče, jaz lahko tega Jessa pokličem, ona tako, lahko sem, ne zdele, ker da na un ful razočaran, in pa tako, že spet skupaj pride v nada tako, Ta je ena top 3 scena z lahkoto filma. Ja, in pač reče, mislim, da Jess reče, kao, ali pa Marino reče, jaz grem v taksi, grem stavo, in se usedete v taksi in gresta. Ja, to je to. Ja, res dobro, tam obstojita, tako in tako, okej. Pač taki life, I guess, mi dva spet una dva sta se najdla. No, in potem imamo že spet še en star par, pol, gre pa, kar je meni že spet, mislim, ta del je bil meni ful super, ker vidiš, tako ki si rekel, kako liki napredujejo, klej pa mogoče moja najljubša scena, ampak daj ti setup naredi, jaz pa polka greš ta ven, tem, ki se krega, da ti bi jaz nekaj ekstra povedal, no, ampak daj ti prevzem, klej. Aha, okej, ja. Se pravi, zdaj ona dva iščeta vselitveno darilo za Mary in Jessa. Se pravi, Mary pa Jessa sta se očitno poklikala, ona citira njega veliko krat, on tuhta, kaj narediti, da bo po noč slišal mjavkanje, in potem gruntata imata tam nek tak novelty store, kjer iščeta zabavne stvari, najdeta še nek karaoke strojček, še na kasete, prosim, pa to tudi pokaže, koliko je staro, da imamo kasete, in skupaj zapojeta eno pesem iz enega musicala, če se ne motim, in uleti Helen, in zdaj je z drugim in Harryja se suje. Harryju se vidi pač, kako on se skruši navznoter, navzven nekako še zdrži toliko, da gre ona stran, in potem gresta skupaj Harry in Sally do Jessa in Marie, in tam imamo sceno, kjer se pogovarjajo o opremljenju stanovanja, in ko Jess ful hoče neko mizo, ki je narejena tako, da je položeno steklo čez kolo odvoza, to leseno ogrodje, ki je res nagravžna, kičasta, nepraktična, razen če hočeš imeti stalno tam nasred neko vazo, ali pa ne vem, kaj boš da noter dajal načas, pa da v folk pa salso, pa so jo stegval, pa pomakal noter, sem kako boš pa ti spucal, kam moč okolo obrn, to tudi nekaj v redu. Preveč razmišljaš. In ja, filmi so filmi, kot so hitri in drzni, in so filmi, ki ti dajo snov za razmislek. Ja, res je, okolutu. V glavnem, in pol pa Harry, sej ves svetoboljen, ker ga je Helena sesula, ki je videl, in prav, zakaj pa to,
pa se vseeno brigavajo, itak skupno življenje ne deluje, se bosta potem razšla in potem se bosta čez par let kregala, od koga bo zdaj ta miza s tem kolesom, kaj zdaj jim bede noče. In je v glavnem nasplošno duša zabave v tistem trenutku. In potem pobere Šila in Kopita in gre Sally za njim in se ona dva zunaj spričkata. Anže, mojster za pričkanje, prosim, pričkaj dalje. Ja, v bistvu ona ga pride pomiriti, pa on mal njo napade, ne, in ona, meni pa ni treba, ni treba se nad mano znašati. Ne. In kaj v bistvu on prvič reče, ti sploh kaj se keraš z unim Johnom, si bila, zdaj nista več, zgleda, kar ti je čisto vseeno, ne. Ona njemu in mi tudi reče, si sploh spala s kom in kaj, jaz kaj bom spala, moram biti pripravljena, ne. Pa mu pa reče, ti si tudi spal že s celim New Yorkom, pa ne zgleda, da si pozabil, ti je tudi zelo dober, ne. Ampak klem je kul, ker oba data neki ven, ne. In pa tako tiskar je, kar mogoče včasih sploh ne bi opazil, zdaj pa je, ko sem malo starejši, ne, in bolj moder, ne. Pač tako, ker se pol upravičta en drugmu, no. Tist moment je bil meni, okej. A veš, kot se mi zdi, nisem ta, zdaj sta imela pa fajt, ne, ampak je tako, ali dva odrasla človeka sta imela prepir, ne, ker sta, a veš, kaj je bilo bolj v afektu, vse sta se tam malo spucali in drugega od kao, god, sorry, in se prav objameta, a ne, sploh Harry se tako pravično. To se mi je zdaj kul, pa polka si rekel, nekako se liki razvijajo, ne, to Harry iz Čikaške univerze na začetku tega najbrž ne bi bil zmožen, ne. Tukaj pa to naredi, no. Ne, ni, mislim, da tlo je šlo, kaj za listce obril. Ja, se pa to zgodi, tako je. Ja. Ker za listci dol tudi ta dušines odpade. Pa imajo pa en prizor, ampak očitno se nista več toliko družila vse, ne, ker potem si najdeta vsak neko novo, ne bomo rekli ljubezen, ampak pač nekoga, s komer se dobivata. Harry je skupaj z Emily, ki dela torte, čeprav on sladkari sploh ne mara. Mislim, da je dvakrat to pove. Sally je z Julianom, ki je tudi Harry prav, kaj pa ta Julian, ne pa prav Jess. Ne, on je cool, on je nevzalj zrihtal karte za medse, smo šli prav, kaj? Ja, sorry, tako glih, na kratko je bilo, veš, nismo imeli vsaj ta klicat, ne. Spet čas pred mobilnimi telefoni, kjer so ti izgovori lažji. Res je. Res je. Se polaži, ne zdaj. Res je. In pač pa to neko, ki imajo ta večer na miznih iger. Pač spet en tak lušten prizorček, ki nam da nadaljevanje, ne, in potem pa vidimo Harryja, kako je doma. In on je na začetku enkrat tam še v Chicago, ko sta se iz Chicaga pelala, je omenil, da pač on zmeri najprej prebere zadnjo stran knjige. Zato, da vidi, kaj bo. Ne. On pač ne more, in tukaj ne, Majnga Kinga nekaj bere in itak pogleda zadnjo stran, potem pa Sally kliče, da se bo Joe poročil, ja. In da rab moralno podporo. Kar je pa stvar zanimivo, ona je z Julianom, ne, ampak zdaj bo klicala Harryja, ne, in on pride in ona je čist sesuta tam in vidi se, da on dejansko pride res iz iskrenega prijateljstva do nje. Res ni videti nobenih nekih motivov, itak je in potem jo objame čist in pa se zgodi en tak poljub, pa sta tako, okay, kaj je bilo zdaj to, ne, pa že hoče iti, kao ti bom vodo prinesel, prav ne, da je me lahko še malo objameš, ne, in sta spet ful tesno objeta in potem razmakneta glavi in sta tam nekaj sekund tako prav čutiš ta magnetizem tam v tej točki. Meni je iz kuhne edin kos pribora, ki ga nimam roast fry, potegnil do televizije in ga prbil gor. Ja, fair point, okay. Žal je bilo to neki iz litega železa, tako da sem pa moral nov TV si kupiti, da sem do konca pogledal film. In Sally se nagne naprej, se pravi, ni tukaj zdaj Harry tisti, ki bi iniciral, ampak je, ne, in pač se vidi pa tudi pri Harryju, da je ne, to je da je on tudi po svoje čakal na to, ne? On ni zdaj, ja. Da je neka stvar, ki je prišla zelo naravno v tej njuni zvezi na tej trenutku in seveda potem spita skupaj in potem pa nelagodje. Potem pa kaj zdaj narediti, obema je bilo super, ampak kaj zdaj, kako ležati, da bi pogledal kakšen film, ja pa ne vem, pa to, a boš kaj pil, ja, čak te gre viskat. In pa ima ona tam tudi neki, kaj in Rolodex, pa je videl, ko sem z mojca gledal, čak mojca, ona tudi tipa zdaj tle, ne. Ona ima seznam svojih filmov na VHS po abecedi, tukaj.
Ja, in en sajt en gleda, drug spi, potem drugi gleda, prva spi tako zelo sta. In ko se zjutraj zbudi, Harryja ni. Se pravi, zdržal je več kot 30 sekund. Ja, kar je napovedoval. Ja. To mu moramo priznati, ampak je še vse je tam v stanovanju, če moram se dan preobleči, pa pol v službo. Ja, greva na večerjo, greva se slišva in potem Anže prevzemi ti tale klic. Ja, potem pa oba kličeta seveda te dva svoja prijatelja, se pravi Jess in Marine, in je res kar dober spedelan, spet nek tak split screen, ne, kjer se v bistvu unadva skupaj spita, se pravi, ne, Princess Leia in Bruno, Jess in Marie skupaj spita v posli in ima sta vsak svoj telefon, kar je zelo dober, ker ta prvi telefon začne zvoniti, kaj je ta je tvoj, in pa začne še ta drug telefon zvoniti, ne, ker ima vsak telefon zraven posle. In se v bistvu pol pogovarjajo in se nekako zvejo, da sta spala in unadva tako, končno, to se je zgodilo, vsi smo to čakali, ne, tako zelo dober moment. Pa bomo da, ja, ne, grozno, noči se je bilo, ne vem, kva, ne, in vidiš, ne, ok, se bomo pol pogovarjali, ne, in vidiš, da je pač ta nelagodje se potem prelije, ne, tudi na prijatelje, očitno. Potem jih imamo pa na večerji, kjer oba sta takoj... Čakaj, pred večerjo bi sam še to povedal, namreč ta, ki si prej omenil 1917, pa film v enem kadru, za katerega vemo, da ni bil najbrž posnet v enem kadru. Za razliko od tega, kaj je ta kuharski, ki se dogaja v Londonu, ki je na HBO-vu tudi, unga pa mislim, da so ga tako 4krat posneli v 2 ali 3 take ali 4 so naredili, hoteli so 6 in pa so en take vzel, ne, in je cel film, mislim, da je Boiling Point, da je naslov. No, in tale scena, ta prizor je bil pa sestavljen tako, da so dejansko bili 3 prizorišča, ne, se pravi eno ob drugem, in so snemali in so ga v enem šusu, ampak da so ga naredili perfektno, so rabili 61 poskusov. Moj bog, 61. In so rekli, da na koncu se je ujel in da v 54 to je bilo že, je rekel, pač mislim, da Billy Crystal pač je rekel, pač, da imaš telefone, ki grejo bum, 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 nekaj odložijo v ritmu, ne? In da so prav 54 ga naredili in so bili tako, to rata že, in pa je Bruno zafrknil ta zadnjo vrstico dialoga. Jovo na novo, tako da 61krat so morali ufurati ta pogovor, da jim je ratal. Se je res mojstersko speljan, ne? Če tako gledaš, res je mojstersko speljan. Na večerjo gresta Harry in Sally in sta tam zelo tako, to je bila napaka. In se vidi, da oba bi mogoče rajš kaj drugega rekla, ne, ampak nekako se kar zapleteta v to, da je bila napaka in pol tam v tišini jesta in pa imamo že spet en ta star par, pol gremo pa res v ta smuk do ciljne ravnine, kako bi človek rekel, ne. Po zadnjem merjenju mestnega časa. Ja, tako je. Tako je. Kjer sta na poroki v bistvu svojih prijateljev, ne, se pravi Marie in Jessa, in sta zelo, pač, mislim, med njima vidiš, da sta samo nelagodje, ne. In pa zvemo, v dialogu zvemo, da je samo 3 tedne od incidenta, bomo temu rekli, ne. Yeah. In tle, ja, to pa super, da si jo dal, to sem si tudi jaz napisal. Tle ima Harry en res dober, en dober stavek, ne, kar reče, ne pravim, da mi ni pomenilo nič, ne, ampak zakaj bi morali pomeniti vse, ne, to, da sta spala in pol sta ona, da si ona šel. Ti si od korakov. Ja. Ampak ni, ne, da je od laufov, da je, ne, to je bolj to. Ja. In poga celo udar in tisto udarc je kar bam, ne, tako. In pol prijeta nazaj tam na sprejem in v bistvu glih Jess, ne, na zdravi, Sally in Harry, če brez njiju se midva ne bi bila tukaj, ne, če bi si bili malo bolj všeč, to je pač tako res in da sta pa na smrt skregana tam, ne. Ta citat mislim, da bi ga morali res povedati, ker to je pa spet, pa smo parunih backhanded compliments pri podmuklih, ne. Ja. Ko prav reče prav, ali Sally in Harry prav, če bi bila vidva nama vsaj malo privlačna, danes ne bi tukaj. Tako, ja. Nekaj je tako mojstersko. Ful se zahvaljujemo, ampak pač mečemo pa pod pasom. Pa, zdaj pa, kar je kul, že spet je Božič in mislim, da vidimo Sally, ki gre sama po... Ja, in pa sama vleče tisto smreko po ulici, to je super kader. In spet, pač, ko film ve,
da odrasel človek gleda, da ni treba nič drugega reči. Sam pač dobimo ponovitev prizora izpred enega leta prej z eno variacijo, ne, in je povedan vse. Ja, res je. Ja. Da pač vidiš, eno leto je minilo, tudi malo te spomne na tisto novoletno zaobljubo, ki sta imela. Zdaj pa tisto, kar je full fajn, je pa to, da zdaj Harry dejansko pač nekako ne odneha in kliče Sally, ne, in ji seveda pušča sporočila na tajnici, ker še enkrat smo leta 87, ne. Tajnice so še vedno nekaj, kar obstaja. Ne, in potem se Sally pač končno jav in ji reče, že kaj se vas zmenila, če so samska, da bova, in ima pa zdaj Sally en super citat, ker reče, jaz ne bom več tvoja tolažilna nagrada, ne? In dejansko mu dol vrže, in potem, ko je ta zabava za novo leto, Harry dejansko je doma in gleda TV, ne? In v bistvu imamo pa res montažo, tako res, ki je vredna filma iz 80-ih, ne? Kjer nekako pogleda čez zadnje leto, v bistvu čez celo njuno razmerje, no, tako. Ja. V bistvu, in Sally pa vidimo na tisti zabavi, kjer tudi v bistvu trpi, ne. Tako neki spleše, pa je tam en šale govori. Človek tvoje višine je ja. tam, ne. Ja. Pa neki modeli ta šalo govori, pa ni nad smešen. Pa tako Harry začne pa pač kar hoditi po New Yorku, ker pač ni hotel biti doma, in dejansko gre to, kaj je Pežan sprej omenil, tem, ki ga je ona odložila, ko prvič prijete v New York, prvemu Slavoloku, ne, je tam in se spomne na njo, in potem se začne najdaljši tek v zgodovini človeštva, kjer Harry teče po New Yorku in teče na to zabavo, ne, ker dojame, da jaz hočem Sally, ne, in laufa. Jaz priznam, da na tej točki sem toliko padel not v film, da je ves moj cinizem zginil in da nisem naredil tistega, kar bi ponavadi naredil pri takem teku, da je bilo ne? Ni. Ja. Nisi nič prevrtaval, če sta človek rekel osladne momente, ampak osladne moment, ki mislim, da se ga ta film zasluži. Tako vam rekel, no? Ja, dejansko. In potem se takoj najdeta na uni zabavi, ne? In je že spet tako, pač ne, mislim, hočem nositi ta osladnost, ampak ni, ker si jih cel cajt spremljal, vidiš, da so odrasli ljudje, oni reče, da je umrl. Ne, pa če bi bilo osladno, bi ona dva se sam pogledala, pa žvaljanje, ne? Ja, tako. Tako pa ni bilo sam žvaljanje. Ampak Harry reče, se prepričujeta. Ja, da je umrl, ona reče, kva ne, pa na to rečem, ne, in tako je, ne, lahko rečeš, da ti tudi mene rada, tam je kar okej, tako. V bistvu. Kaj pa če jaz rečem, da grem? Ne, veš, če ti rečeš, da me ljubiš, to ne spremeni ničesar. In potem Harry začne s tem, kaj pa če ti rečem, da ljubim to in to in to in to in to, ne? In začne te njene neke tike, neke navadice, neke stvari, ki smo jih spoznavali skozi cel film, ne, razlagati, kjer se pač vidi, da to ni zdaj jaz sem pa z njo, ne, ker je lušna, ampak da dejansko jo pozna kot osebo, da dejansko ve, pač, ko je tam človek, ob človeku sta in ki sta dala tok in tok stvari čez in očitno je res modelček iskren, ne, in potem, ne, in ona reče, veš, to je pa tako značilno zate, zmeri pravšte take stvari, da te prav ne morem sovražati. Pa še en dober line, ki Harry reče, ki Bill Crystal reče, se pravi, da ko ugotoviš, da hočeš biti z nekom do konca življenja, hočeš, da se ta do konca življenja čim prej začne. Ta je tudi taka. Ja. Če že nekdo napiše film, ne ima take vrstice noter, tako rekel. In pol klej v bistvu zelo dobro je speljan, ker pač to je to, ne, tako zvemo v resnici, da sta skupaj, ne, a veš, ni pol montaže, ne vem, tako se mi zdi, tudi ta del se mi zdi zelo všeč, ker v bistvu ta zadnji par, ki jih gledamo na kavču, tako kot smo prej une stare pare gledali, ne, sta dejansko potem Harry in Sally, ne, in se tam pogovarjata in se pravi govorita, so se poročila, da ne vem, čez 2 meseca, ne, to je v bistvu edini epilog, ki ga dobimo, in pa da sta imela, kakšna torta, se napisal. Kokosova torta, pa čokoladen preljuv je bil ob strani. In tukaj sem se jaz sam ustrašil, ko sem videl,
tako začela se je slika malo, svetloba, videti ona dva svesa, sem rekel, okay, upam, da mu ne bojo dali sivih zalizcev. Kao, ne sivih zalizcev, ne naredi tega kroga. To je človek, ki je odvrgel zalizce, to je človek, ki je zdaj dober. In hvala Bogu, tega niso storili. Tako. In je v bistvu ful dobro, zato ker ta struktura, tako kot sem rekel, ful so časovni preskoki s temi vinjetami teh starih ljudi na kavču, ki povejo, kako so se spoznali in se pač tako tudi zaključ. In to je to ti da vedeti ta film. No? In je tako, kar smart narejen, no? Tako bom rekel, zelo smart narejen je ta film. No? Tako da ja, zdaj pa Pižamc, če prav razumem, si ti naredil neko lestvico, po kateri bo ocenjevala vsaj te romantične komedije. Kaj je ta lestvica, jaz močno razumem. Majhen primerjala med seboj. Ja. Okay, prva stvar, ki jo bomo ocenjevala, je stopnja štokholmskega sindroma. Okay. Ker pač roko na srce veliko romantičnih komedij se konča tako pač, da ona razvije štokholmski sindrom in reče, pač ja, to je to. Zdaj, za tiste, ki ne veste, štokholmski sindrom, če kdo tega slučajno ne ve, gledam vaju, Aleš in Sašo, je identifikacija z agresorjem, je psihološki fenomen, ko žrtev razvije čustveno navezanost na ugrabitelja. Se pravi, to je prva stvar. Druga stvar je Devitovo pravilo, tega je pa zanč res tega ne veš, povedal Niko Zagode in me je dr. Marko spomnil na, kar jaz tistega dela še nisem poslušal, in sicer Devitovo pravilo, kaj pomeni, da če namesto glavnega junaka, namesto igralca, daš v film Danja DeVita, če s tem romantičen film spremeniš v grozljivko, potem da je to tudi za en kurc romantičen film. Ne? Če pa tudi z Danjem DeVitom deluje, je pa res romantični film. Potem tretja stvar, to je tukaj sam Jane. Tretja stvar je Thul predlagal na Discordu, in sicer, da bi imel stopno, da bi imel tudi lestvico Roman Brane, ki pomeni, kakšna je količina seksualne napetosti med glavnima igralcema. To damo 1 do 10, ne? In to se mi zdi, da je zelo dobro. Ja, od 0 do 10. In pa ta zadnja stvar, da vidimo, če je film res Anžeta Zrajcev ali se v filmu pojavi mehanska tipkovnica. Okay, no, da greva, ajde, Štokholm, jaz bi kle zelo nizko oceno dal. Pa jaz bi dal mogoče 1 ali 2, se mi zdi, ker ni pač, Jaz bi dal 1. Predvsem, mogoče je na začetku, ja, pač mogoče se zdi, da bo on silovanje, ampak pa vidiš, da ni tega, da je zelo obojestransko to spoštovanje, da ni uno, da bi ga ona odklanjala, ampak si ga tudi ona pač se zdi zanimiv kot pač parjatu, ki bi, Zdaj, če bi nadaljevala ona po prvem prizoru, naslednje par let skupaj, tam bi bil, meni se zdi, Štokholm kar visok. Jaz bi dal kle enko, jaz bi res dal enko. Ja, vse to je skupno, okay. Damo skupno. Okay, Devito, jaz mislim, da tudi z Devitom funkcionira. Ja, absolutno. Razen un moment, ko pride glava iz stola na avionu. To mi drugače spada, če bi vodili Devito, to se strinjam. Ampak rečemo da. Da, tako. Roman Brane, koliko bi ti dal ti? Jaz bi kar 8 dal, stari. Veš, da se strinjam. Jaz bi dal, zato ker je non-stop, non-stop je tam. Čistega magnetizma, mislim, to je tako sam Roman pa Brane, lahko tle meni se zdi, to je 10krat tle skoraj da nedosegljiv ideal, ne dvomam, da bova prišla do nje. Mehanska tipkovnica pa? Ja, jaz mislim, da je tam, ko ona tipka v službi, ko piše na monitor. Res je, ali si mogoče zasledil, kjera vodila so not? Ne, to ne, switchal pa nisem, da je, ne. Ampak je res dober, ki je PC, ima tako modr zaslon, nekaj je delala v Norton Commanderju najbrž. Jaz ne vem, če je res dober, staj se res hodo. Mogoče je strajfala malo, veš pa ne. Shiftom. Moj bog, to je bilo preveč dobro. Zdaj pa Pižamc. Ker smo na koncu, dajva povedati, kaj bomo naslednjič gledala. Naslednjič bomo gledala, pa je izjemen film, jaz ne vem, jaz ga še nisem gledal. How to lose a guy in 10 days. Jaz sem ga gledal. A ti si ga gledal? Okay, mislim, da enkrat ali celo 2krat. Wow, ok. Ampak je že kar nekaj let, kar sem ga nazadnje, no? Tako da bo tudi kar malo nova izkušnja zame.
Tako da, če hočete gledati, gledajte z nama How to Lose a Guy in 10 Days. Zdaj pa naprej greva, kot veste, na Poševnica Vprašaj glave. Sta dva obrazca, eden je tak, da lahko priporočate, kaj ne gledava. Še enkrat, vsi, ki ste dali, dajte še kakšen predlog. Živeva, s čem bova jeseni začela, nekaj, kar je nekdo predlagal. To nama nič povedala, to čisto ta zadnji epizodi pred poletjem povedala, ampak res, res dobri predlogi, dajte jih, ker nam res ful pomaga. Pa je pa še en obrazec, kjer jo pa lahko karkoli vprašate in tukaj bova zdaj eno vprašanje, na eno to vprašanje odgovorila, ki ga je postavila Lija. Tako da, takole, kako usklajujete ogled vseh serij in filmov ter igranje špilov z otroki in straševanjem? Imam 1 mesec staro dete in ne znese gledati prav nič. Še najboljši prižižek je poslušanje podcastov, pa še to zato, ker sem bila 5 mesecev nosečnosti na strogi bolniški in preposlušala vse glave vsaka čast. Posledično dete vajna glasova pozna bolj kot glas svojega fotra, kar je kar smešen. In na poslušanju tudi zdaj mirno spi. Bum, pižamc, pomagava. Mislim, da bi midva morala narediti svojo aplikacijo za beli šum. Ja. Ampak se tako ASMR, tako živijo otrok, prosim, zaspi, prosim, odloži nož, prosim, ne skači z nožem po dnevni, prosim, potegni nož ven iz kavča, prosim, ne cefraj kavča še naprej. Okay, ono mesec starega otroka, takrat, ki je to poslušanje pisal, v glavnem. Hvala za nove epizode in morebiten konstruktivni ali pomorevanja polni odgovor. Lija, iz moje strani, ko so otroci stari, ki je star tvoj otrok, jaz tudi nisem ničesar gledal. Midva pa sva gledala. Okay, to kar spoštujem. Edino stvar, ki jo možgani lahko nekako prebavijo, ko imaš 1 mesec starega otroka, in to je 24 Kitchen. 24 Kitchen je program, ki je narejen za to, da pač, ko imaš ti izdrizdane možgane od ustajanja, od hranjenja, od previjanja vsega, da si daš gor in vsake tok cajta pogledaš tja in vidiš une pastelne barve hrane in nek jezik, ki ga ne razumeš, sam je zadine in to je to. To je to, kar gledaš. Pa, jaz bi rekel, Lija, ne se sekirati otrok, bo kmalu star 2, 3, 4 leta in tako naprej. Moj sin je zdaj star že skoraj 11 let in koliko stvari sem jaz pogledal, že zdaj nisem pogledal The Wire. Mislim, da gledam pravzaprav sam tisti, kar gledava za glave, pa ne znese. Tako da, ojojoj. Upam, da nisem koga odvrnil od starševstva. Ne, se da, je pa kar pauza. Se tudi ljudje, ki ste prej poslušali glave, pa veste, da jaz jih pol zdaj 2 let nisem delal, se to je kar velik razlog, zakaj ne. Tako da ja, še enkrat, če bi radi kakšno vprašanje postavili, bo zelo hvaležna, pejte na aparatus.si Poševnica Vprašaj glave. Sicer pa pridite v Discord, res je fajn, zmeraj več nas je, linki so, pogovarjamo se. Res se svašta dogaja, res je fajn skupnost. Kot sem rekel, naslednjič gledava How to Lose a Guy in 10 Days in pa na koncu, skoraj da najbolj pomembno, res hvala sem, ker ste že poklikali karkoli na Poševnica podpri in pa hvala tistim, ki še boste postali krajcarji ali goldinarji, ker tisti, ki to poklikate, zato ta podcast sploh obstaja. Tako da res ful hvala. In to je to za 153. glave, ko je Harry srečal Seli, to je bilo to, reče dio. To je bilo to, jaz vam sam rekel, ljudje, merkite, kje hote, kak se udarite v koleno, vam take misli pa začnejo v glavo hoditi. Še zdaj ne moram reči, da to zdaj not pusto, ta kolen zgodbo, zdaj me boli. Aj, čau. Aj, čau.